Mihajlo Lišanin, moj bivši šef, najprej spomini na mene, sem bil v redu delavec ali sem bil zandrek? Proti pričakovanju sem bil zelo zadovoljen s tabo in moram povedati, da so marsikateri mi je rekel, ja, kaj ti on počne, jaz sem rekel, zelo v redu in bi te spet sprejel v službo. Zelo v redu. Čuj, tele čevlje sem gledal prej, koliko si dal za te čevlje, mislim, kaj je to zdaj? Ja, nisi edini gledal, so prišljene punce, pa so rekli, gospod, a vas lahko fotografiramo? Sem rekel, ja, pa se začnem štimati. Pa ne pravi, ne, samo vaše čevlje. Čevlje so pa ročno delo, naredila je celjska slikarka, jih je naredila in so ročno delo. Poglejte to, ne. Dober je. Mihajlo, slišal sem, da gre zdaj v penzijo, ali kaj? Sem to prav slišal? Se umikaš? Uradno grem v penzijo, ja, drugač pa nadaljujem delo v področju likovne ustvarjalnosti mladih. Čakajo me še razstave, posebej ta afganistanska zadeva, ki je prvič po 30 letih prišla ven uradno organizirana iz Afganistana in ene mednarodne inštitucije me predlagajo, da bi bil jaz tehnični vodja, torej postavljal razstave Bruselj, Peking, Moskva, Washington, Kabul, Herat, Teheran in tako naprej. Torej, v bistvu boš odkar boš v penziji delal še več kot prej, ko nisi bil? Ja. Upam, da ne bo tak, ampak kak izgleda in kak dobivam povabila, zdaj sem dobil tudi iz Združenih Emiratov za člana žirije, konce maja grem v Seul, predstavljam likovno ustvarjalnost otrok kot edini na svetu na drugem kongresu UNESCO, a se nekako stopnjuje, čeprav uradno grem v penzijo. Daj mi povej, koliko ti je vsako leto, to sem tudi jaz bil priča, ampak leto še posebej, pa vsako leto dejansko uspe v naše malo Celje spraviti in dobiti toliko ogromno enih tujcev, tudi bom rekel znanih imen iz veleposlaništev, ministrstev celega sveta, glede na to, mislim, da še vedno delaš čist sam, pa da ni, ne vem, to zdaj neka prestižna stvar, rečemo sred Ljubljane, koliko ti uspe v Celje vsako leto zvabiti toliko enih znanih imen z področja umetnosti, pa tudi na vse zadnje politike? Ja, likovno ustvarjalnost otrok, posebej te starostne skupine, katere vodim razpis, je zanimiva. To je eno, drugo je pa, da praktično samo 1,5% je nagrajencev med tistimi, ki pošljejo v razpis svoja likovna dela. In je to zelo prestižen razpis. Pomeni, da če nekdo dobi prvo ali drugo mesto pri nas na našem razpisu, je praktično najbolji oziroma eno od najboljših na svetu v tem času za likovno ustvarjanje. In seveda, potem moramo se zavedati, denarja ni in kot si videl, danes so tukaj bili iz Afganistana, iz Latvije, iz Turčije, iz Irana in tak naprej. Iz Filipinov? Iz Filipinov, iz Indonezije in praktično vsi pridejo na lastne stroške in tudi pokrivajo kompletno vse stroške bivanja, prevoza, kar se pri drugih razpisih ne dogaja. Eni recimo povabijo 100 nagrajencev za 7 dni kot Bitola na lastne stroške, ampak Bitola ima 30 let, prišla je do 30 držav, meni je uspelo v 15 letih priti do 85 držav, kar pomeni, da je ta razpis zelo cenjen v svetu. Kdaj boš dobil Prešernovo nagrado za svoj trud? Prešernovo nagrado ne bom verjetno nikoli dobil, oziroma me nima kdo predlagati. To, kar delam z dušo in srcem. Delam dolga leta, že 20 let, vendar nimam osnove za Prešernovo nagrado, to je titulo, akademsko titulo, na osnovi katere bi me predlagali uradne inštitucije in ker tega nimam, ni pomembno, kaj naredim in kaj storim za promocijo Slovenije, ampak je pomembna samo titula in Prešernova nagrada za mene ne pride v poštev. Dobro, pustimo Prešerna, povej mi, kaj pa Nobelova nagrada? Ja, če bi Nobel slišal za mene, oziroma ti, ki zdaj pripravljajo v njegovem imenu predloge, mogoče bi pa tam prej prišel skozi kot pri Prešernovi nagradi. Ne mi povej, kaj pa ta galerija tu dol zdaj v Celju, boš še to noter ti ali se čisto umikaš dejansko z tega? Ja, to se zdaj dogovarjamo z občino, kako bomo to zadevo. Oni bojo prevzeli razpis, arhiv, jaz pa naj bi še obdržal mednarodne razstave, ker pač imam pogodbe še za naslednje leto v raznih državah za te razstave.
Po novem letu bi pa oni uradno prevzeli celotno galerijo in upravljanje z njo. Ne, povej, imaš podatke, glede na to, da ta galerija leži zraven sex shopa tamle zraven, koliko ljudi je prišli k tebi, koliko pa tja, imaš podatke? Teh podatkov nimam, vendar dokler sem bil na Starem gradu, je v galerijo prišlo približno 10.000 obiskovalcev na leto, kar imam tudi zapisano v knjigah vtisov. V neštetih jezikih so vtisi, vendar tu v Celju je žal, tako kot so napisali v enem časopisu, na Starem gradu je bilo oddaljeno, v Celju ga pa Celjani ne najdejo, oziroma galerijo. Tako da je obiske tukaj zelo malo. Je pa to priložnost, da več delam na mednarodni povezavi v pisarni. Ne mi še na hitro to povej, koliko je do zdaj vseh teh slik otroških v tvoji, bom rekel, galeriji, v arhivu? V arhivu je zdaj natančno 119.000 in nekaj zraven prešteto iz 85 držav, kar je šteto. 3 mesece akademska slikarka Ivana Todić dela na tem, da je vsa likovna dela razdelila po državah in potem vsako državo še razdelila po temah. Vse skupaj smo prešteli, dali oznake in je to zdaj v arhivu. Zakaj ni bilo Danila Tirka tu, glede na to, da je on neke vrste mecen te prireditve bil, ne? Danilo Tirk je predsednik države, ki je častni pokrovitelj že 3. leto tega, ampak častni pokrovitelj pomeni samo, da pač da ime in neko čast, to ne pomeni nobenega evra. Denarja, ti ni dal, niti dal. Ne, denarja tu ni. Gospod Tirk, če dole gledate. Pošlje pa pozdravno pismo, v katerem pozdravi nagrajence in to je to. Zadnje vprašanje, zakaj se nisi prijavil na Slovenija ima talent, glede na to, da imaš toliko veliko talentov? A misliš na talente, te, ki sodelujejo, ali na mene? Na talente, te, ki sodelujejo, pa na tebe tudi. Ja, če bi se jaz tam prijavil, bi skoraj bil tako tisk, ki je štrikal. Nič drugo ne znaš tako. Dobro je. Mihajlo, želim ti veliko uspehov še naprej, hitro mi še povej, kam zdaj omahaš, v katero državo? Že 22. maja grem za 14 dni v Seul in v Južno Korejo, ker so me povabili, da predstavljam z to kolekcijo, ki je danes razstavljena, likovno ustvarjalnost otrok oziroma mladih do 20 let na drugem kongresu UNESCO, ker bo več kot 2000 delegatov iz vseh kontinentov. Kaj še imaš za povedati za na konec? Svojim oboževalcem po celem svetu in predvsem oboževalkam, glede na to, da vem, da te ženske še vedno rade pogledajo, ne? Tu zaradi čevljev, ne? Ja, mislim, da taki v penziji ne umirajo. Hvala lepa. Ja, hvala.